Zvezali so mi roke, zalepili usta in me stlačili v prtljažnik. Takšne peklenske vožnje, trajale kar 6 ur, ne bi privoščil niti sovražniku, je pretresen Miroslav Moravec, ki so mu vzeli tudi telefon in dokumente. Prav ste slišali, vožnja, za katero Google Maps predvideva 2 uri, je trajala kar 6 ur. Pri čemer sta možni 2 razlagi. Ali migranti niso hoteli plačati vinjete in so šli pa po stari cesti? Kar močno dvomim, ker je šlo za Afričane in ne Čehe. Ali pa so slovenske ceste v tako slabem stanju, da si niti migranti iz Afrike ne upajo voziti več kot 50 na uro. Ti smo šli z gumenjakom čez Sredozemsko morje, nas je manj prevetavali, kot le še z Gorjance. V odziv na neljubi dogodek pa je desna stran slovenske politike minulo soboto organizirala proteste v Črnomlju. Okoli 300 protestnikov se je minulo soboto zbralo v Črnomlju in vlado pozvalo k ukrepanju. Protestniki so podpisovali tudi peticijo. Kot ste lahko videli, se je proteste udeležilo približno 300 ljudi, od tega 10 domačinov in 290 kandidatov za Evropski parlament. So pa oboji bili precej jasni, kaj želijo od slovenske vlade. Da na mejo pošlje enoto Slovenske vojske z ustreznimi pooblastili. Se strinjate? Njihovim zahtevam je bilo deloma ugodeno, saj je država na mejo poslala že 66 vojakov Slovenske vojske. Od tega jih 60 še vedno varuje mejo, preostalih 6 pa se je priključil migrantom in odšlo v Avstrijo v upanju na boljše življenje. Čeprav bi prisotnost vojske na slovenski meji pomirila domačine, pa problema ilegalnih prestopov meje očitno ne bi rešila, saj vojska tam kaj prida žal ne more storiti. A dejstvo je, da vojska na meji nima enakih pooblastil kot policija. Vojaki lahko zgolj pomagajo pri varovanju državne meje, pri tem pa, denimo, ne smejo pridržati oseb ali jim omejiti gibanja. Ja, ne smejo jih pridržati ali jim omejiti gibanja. Se pravi, če vojaki zagledajo ilegalnega migranta, lahko pokličejo policijo ali pa pristopijo k njem, mu dajo zemljevid Italije, pa kupone za Gardaland. To lahko naredijo. Dejstvo pa je, da je nezakonitih prehodov meje v zadnjih tednih vse več in več. To pa najbrž zato, ker prečkanje slovenske meje prebežnikom ne predstavlja prav posebne fizične ovire. No, dejansko najlažji prehod, če se reko Kolpo, tule na območju Vinice, je ravno tale jez. Od tod pa dejansko ni več daleč. Praktično so že v Sloveniji, vse, kar se morajo še izogniti, je slovenski vojski in slovenski policiji, in tule se panelna ograja konča. Prebežniki so na poti čez slovensko mejo soočeni z enakimi ovirami, kot jih ima Super Mario na poti do princese. Še največjo oviro jim v Sloveniji, podobno kot vsem ostalim poletnim migrantom, očitno predstavlja rezervacija prenočišča. Skozi zaraščeno podrast nas domačin Dragutin vodi globoko v gozd, do enega od številnih belokranjskih migrantskih taborov. Pripravljen je, kot bi nočitev danes rezervirala naslednja skupina migrantov. Tako je, nočitev v belokranjskih gozdovih lahko migranti rezervirajo kar preko spletnega portala Airbnb pod rubriko kampiranje. V ceno nočitve je vključen tudi samopostrežni zajtrk, ki je dobesedno samopostrežen, pač poješ tisto, kar sam loviš. Idealno za ljubitelje hitre hrane. Kar se tiče vprašanja ilegalnih migrantov, smo Slovenci zgleda razdeljeni na 2 pola. Nekateri z njimi noče imeti opravka, drugi pa so v njih očitno našli možnost hitrega zaslužka. Na hrvaškem pri Čakovcu pa je s ceste zdrsnil kombi slovenskih oznak, kot pravi hrvaška policija, pa je 10 poškodovanih potnikov, najbrž nezakonitih migrantov. Nekateri Slovenci so se očitno pričeli ukvarjati z nezakonitimi prevozi prebežnikov. Kakšna je cena te storitve, ni znano, je pa v ceno pa je vključen tudi postanek na Bledu, z doplačilom pa še vožnja spletno na Blejski otok in obvezen selfie pred cerkvijo. Predsednik vlade Marjan Šarec je torej na slovensko južno mejo poslal vojsko, medtem pa državljane miri, da panika ni potrebna. Kakšno pa je trenutno stanje na meji, pa preverimo pri našem korespondentu in strokovnjaku za življenje v odročnih delih Slovenije, gospodu Janu Krojcerju, ki se nam javlja iz Bele krajine. Gospod Krojcer, ali na naši južni meji res vlada panika? Gospod Godler, naj vam na vprašanje odgovorim z odločnim ne. Razmere tukaj ob Kolpi so povsem normalne, stanje je mirno. Čeprav je gospod Šarec komik, se zagotovo ne šali, ko trdi, da ima država zadevo pod kontrolo. Tudi zadnji incident, v katerem so bili udeleženi ilegalni migranti, tega dejstva ne spreminja. Pač pa njegov epilog dokazuje, da sistem deluje.
Gospod Krojcer, samo če dovolite, kaj se potem dogaja tole v ozadju, kaj to vidimo? Dobro vprašanje, gospod Godler. V ozadju te kompleksne tematike globalnih migracij se prepletajo številni vplivi najrazličnejših akterjev. Tu so velesile, ki na tujih ozemljih merijo svoje moči, tu so orožarski lobiji, ki jim je v interesu, da se kriza v državah, iz katerih prihajajo nezakoniti migranti, nikoli ne konča. In ne nazadnje, v ozadju je tudi mali človek, ki se lahko odloči, ali se bo prepustil ksenofobiji in sovraštvu, ali pa bo raje gradil vrednote, ki človeštvo povezujejo. To je vse v redu, gospod Krojcer, ampak mene zanima, kaj se dogaja za vami, kdo so ti ljudje? So to slučajno migranti? A ja, to, da, kot ste že sami ugotovili, to so migranti. Gre za prvi letošnji val tako imenovane srednjeevropske migrantske poti, večinoma pa so namenjeni na Hrvaško. Po domače, to so češki turisti. Ahoj, ljudi, ahoj! Ano, Kroacija, Vibornje, nas gledanov. Dobesedno ene kune ne bodo zapravili, poglej jih. Toliko za enkrat iz Kolpe. Hvala lepa gospodu Krojcerju. To je naš YouTube kanal. Klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj nas tudi na Facebooku in na Twitterju. Pa po pameti!